Veš kaj ga, živimo. Ja, pravilno, ja. Ja, majster. Priši veliko. Na teba povejte. Največji veselje. A bom delal dvojno porcijo. Dakle, če smo v imenu Aerokluba Slovenske Konjice, vas vse prav lepo pozdravljam, dobrodošli v naši sredini danes, pa bomo se kar zmenili za letenje pa za tekmovanje. Šolski krog, da tako poznate, smer 160, 340, poletali bomo 160 nadmorsko višino, 273 metrov, šolski krog je levi, pa višina po šolskem krogu 300 metrov. Kdo je to rekel? 200? 200. Tu nač piše 300. Evo, 200. Ja, zmenjeno. Smo odprti za prihodnost problema. Probajte se zagibati, koliko se da loč, pa je malo mlač tam gore, ne glih direktnat, ker imamo prijatelje. No, tekmovalci ste postavljeni v zboru. No, zdaj bi pa lepo prosil lanskega zmagovalca, da pristopi k dvigu zastave. Je že tam. No, s tem smo otvorili tekmovanje v natančnem pristajanju in gospode pilote, prosim, naj se podajo k svojim aparatom. Ja, verjetno. Bravo!
In kadar se nama ženo ljub kuhati, Da stare. Tretje mesto, Petelin Niko, 90 kazenskih, prosim Niko pa da pristopi. Drugo mesto, Janžič Andreja, Pliberšek Lugo. In pa še prvo mesto, Korošec Vladi. No, iskrene čestitke zmagovalcem tudi v mojem imenu. Imamo priložnost, da jih pofotografiramo. Se je naveličala poziranja in gremo lahko z našim programom naprej. Torej, želim vas vse prav lepo pozdraviti na našem 7. srečanju Združenja slovenskih vojaških pilotov in prijateljev vojaškega letalstva. Posebej bi želel pozdraviti gospod ministrico za obrambo, dr. Ljubico Jelušič, ki nas je letos počastila prisotnostjo. In želim predati besedo gospodu Petru Ravnaku, predsedniku AOPE in duši in telesu, torej aerokluba tukaj v Slovenskem Konicu, v Slovenskih Konicah, zaslužnemu človeku za to, da je danes letališče Lima Juliet Sierra Kilo takole aktivno, kot je. Torej, prosim gospoda Petra Ravnaka, da prevzame besedo. Spoštovana ministrica, spoštovani dragi gosti, najbolj spoštovani piloti, vojaški, vse generacije in prijatelji, pa seveda naši mladi podmladek in člani Aerokluba Konica ter člani AOPA Slovenije. Dobrodošli tukaj. Danes jaz govorim, ker je župan na dopustu, ki je tudi naš pilot, ki letos licenco naredil. No, jaz moram zdaj še eno stvar priznati po pravici, a ne? Torej, ta zbor sklicujem po pooblastilu in to osebnem pooblastilu našega najstarejšega člana, gospoda Vinka Štefaniča, ki ga zelo prisrčno pozdravljam v naši sredi in me je naprosil, evo ga, in me je naprosil, naj v njegovem imenu pravzaprav pozdravim in skličem ta. Zdaj bi pa želel predati besedo gospodu Dragu Gabrielu, predsedniku našega združenja, da nam
kot vsako leto nameni nekaj besed. Spoštovani, pozdrav 7. zboru vojaških pilotov vseh generacij in prijateljev vojaškega letalstva Slovenija Air Force. Leto je naokoli in spet smo zbrani spoštovani slovenski vojaški piloti vseh generacij in tipov letal, helikopterjev in letečih naprav, padalci, tehniki, kontrolorji letenja in drugo letalsko vojaško osebje. No, zdaj mi pa pripada posebna čast, da tale mikrofon predam spoštovani gospe ministrici dr. Ljubici Jerušič. Hvala, spoštovani gospod Kužnik, za mikrofon, ki ga bo držal zdaj namesto vas nekaj časa naš kolega Poklukar. Jaz bom pa poskušala uporabiti zmogljivosti tega mikrofona za to, da dodam k besedam gospoda Gabriela še nekaj misli, na katere sem pomislila oziroma ki so se mi utrnile ob branju zanimivih besedil, ki jih nekateri med vami tako virno pišete vsako leto, ko se srečate na tem zboru, in pa tudi sicer vidim, da kar skrbite za to, da se zgodovina slovenskega vojaškega letalstva oziroma vojaških letalcev v Sloveniji ohranja, razvija in nekako tudi dopolnjuje. Jaz bi sicer rada, da bi se ta zgodovina razvijala tudi za prihodnost, ampak ta prihodnost je, gospodje in gospe, v rokah tako vas, kot tudi naših sedaj aktivnih pilotov in pilotk Slovenske vojske. Vesela sem, da je z mano danes tukaj tudi aktiven pilot Slovenske vojske, to je podpolkovnik Roman Hrovat, ki ga imamo v naših vrstah za enega najbolj izkušenih pilotov in ki mu takrat, ko potrebujemo opraviti najtežje naloge, te najtežje naloge tudi damo. To pomeni, da vas, spoštovani piloti, cenimo, da se zavedamo pomena vašega dela. Je pa res, da je ob tem vašem delu treba pomisliti še na marsikaj. Na kapi, ki ste mi jo prej pokazali in dali, piše nekaj zanimivega. Slovenske zračne sile, tudi danes ste uporabili ta izraz. Jaz mislim, da, spoštovani gospodje in gospe, na tejle vaši kapi, ki jo nekateri imate sedaj na glavah, piše pravzaprav, da so te slovenske zračne sile, ki iz različnih virov pravzaprav sestavljajo skupaj naše zmogljivosti nadzora oziroma pogleda na nebo in skrbi za slovensko nebo. Naša Slovenska vojska je samo ena od sestavin teh zračnih sil. Upam, gospodje, da boste naši vojski, aktivni vojski stali ob strani ob tem, ko bo tudi v vašem imenu, v imenu vaše zgodovine, skrbela za to naše nebo in pa mnogokrat stopila ob stran našim državljanom, ko potrebujejo to pomoč. Vse smo tako vedeli, tam je bilo, veš kaj je bilo.